lep pozdrav tudi v mojem imenu. Če kar nadaljujem to, kar je kolega Tonin povedal, Nova Slovenija krščanski demokrati se zavzemamo za ustrezno ureditev preventivnega zdravstvenega varstva, kajti tukaj se začne zdravje državljanov in državljank. Vsi se zavedamo in vsi pravimo, da je zdravje naša največja vrednota. Zato je potrebna skrb in ozaveščanje vseh, da je potrebno skrbno ravnati s svojim zdravjem. Potem je potrebno ustrezno opolnomočiti vse splošne zdravnike, vse specialiste družinske medicine in demistificirati misel, da zdravnik, ki diplomira na medicinski fakulteti v Mariboru ali Ljubljani, ne zna ničesar. Po 14-dnevnem uvajanju se lahko takoj zaposli v urgentni ambulanti v Avstriji, v bolnišnici Celovec ali v severni Italiji, v bolnišnici v Vidmu. Potem je lahko takšna zaposlitev možna tudi pri nas, seveda ob ustreznem mentorju. Ni res, da se specializant v 6 letih ne bi mogel aktivno vključevati v delo dežurnih ekip, kajti vedno ima potem na voljo tudi specialista za konzultacijo. Ni res, da Slovenija ni sposobna in ni možno uvesti enotnega informacijskega sistema, ki bi danes povezal praktično vseh 26 bolnišnic in vseh ostalih nekaj pod 100 zdravstvenih domov. S takšnim pristopom hitro uredimo tisto, kar so sosednje države in tudi Hrvaška ustrezno vpeljale elektronsko tehnologijo v slovensko zdravstvo. Z raznimi aplikacijami, ki so na voljo, se lahko vsi državljani tudi opolnomočijo, da se zavedajo, kako pomembna je skrb za varno zdravje in katere stvari in katere dejavnosti škodijo njihovemu zdravju. Kar se tiče sekundarnega zdravstvenega varstva in bolnišnic, je tukaj potrebno povezovanje na strokovnem področju, povezovanje tudi na poslovnem področju in potrebno je uvesti specializacijo bolnišnic. Res je, da imamo kar nekaj splošnih bolnišnic, vendar stroka je dolžna, da pove, kaj so tiste najpogostejše diagnoze in ZZS te podatke ima, vendar jih ne zna koristno uporabiti. Katere so najpogostejše diagnoze z posameznih področij in to splošne bolnišnice delajo na vseh področjih, kjer so. Vse ostalo pa se skladno z dogovori, skladno z opremo, skladno z strokovnjaki razdeli po področjih, ki jih bojo potem pacienti glede na potrebe, glede na podatke o kakovostnem delu teh bolnišnic izbirali. Nujno potrebno je, da vsak pacient ve, koliko plača za svoje zdravstveno zavarovanje in koliko je v določenem časovnem obdobju potreboval. Informacijska tehnologija nam danes to omogoča. Že za vsak avtomobil, ki ga zavarujemo, nam zavarovalni zastopnik natančno pove, koliko imamo bonusa, koliko imamo malusa in kaj smo v določenem časovnem obdobju dobili za te zavarovalniške storitve. Nujno potrebna je skrb za vse ranljive skupine, kar sodi v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga bojo ponujali regulirano vsi deležniki, ki bojo vstopili v ta sistem, in nujno potrebno je spoštovati direktivo Evropske unije, ki polaga posebno pažnjo redkim boleznim. Tukaj je potreben seveda nadzor, ki je možen v dobi te informacijske tehnologije, ki je, da ne bo prihajalo v takšnih zlorab, ki se je pred kratkim v medijih pojavila na ptujskem koncu. Skratka, v Novi Sloveniji smo prepričani, da je v zdravstvu dovolj denarja, le ustrezen, odgovoren pristop, predvsem regulatorja sistema in pa vseh tistih, ki bodo v bodoče ponujali te zdravstvene storitve, da se koristno in strokovno uporabi. In še nekaj, menedžmente bolnišnic in ostalih zdravstvenih zavodov je potrebno opolnomočiti, tako da bojo odgovorno, vendar transparentno in z vsemi menedžerskimi orodji, ki so na voljo, upravljali z vodenjem v teh bolnišnicah. Nadzorni organi morajo biti številčno omejeni, vendar nadzorniki morajo biti odgovorni, za svoje delo morajo odgovarjati in morajo imeti ustrezno izobrazbo. In če bo tak odgovoren pristop vpeljan v kratkem času, se bo slovensko zdravstvo lahko tako okrepilo in bo še naprej ohranjalo to visoko strokovno noto, ki jo ima tudi danes, z vsemi temi resursi, ki so. In če bo tak pristop
obveljal, za kar si bomo krščanski demokrati vsekakor prizadevali, potem bomo vsaj v roku 3 mesecev zaposlili vse zdravnike, ki trenutno niso zaposljivi oziroma jih zaradi določenih neustreznih pravilnikov in neinovativnosti menedžmenta posameznih izvajalcev ne moremo zaposliti.